Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes bomo skupaj poklikali po taksistentu, z menoj je Jernej Ulbin iz Rounded Square. Zdravo, Jernej, je naš razvijalec taksistenta in modri AI, kasneje se nam pa pridruži še Andraž Grahek. Zdravo, Jernej. Zdravo. Mi da bova danes skupaj poklikala po našem taksistentu. Je bilo kar nekaj izzivov, a ne, bi rekel. Ja, seveda. Je bilo kar sploh z uvozi podatkov in izvozi iz brokerjev. To bi jaz rekla, da je bil bolj problem z enim specifičnim brokerjem, bom rekla. A je bilo tako? En specifičen broker je tukaj definitivno izstopil, to je bil Trade Republic. Trade Republic ima v bistvu nima možnosti izvoza CSV datoteke ali pa Excela ali pa kakršnekoli druge za nas sprejemljive datoteke. Nimajo XML datoteke ali pa CSV datoteke, tako kot drugi brokerji, tako da smo se mogli znajti. Tukaj smo našli enega slovenskega razvijalca vtičnika, ki nam je pomagal s tem vtičnikom, ampak se tudi pojavili so se novi izzivi, tako da zdaj bomo pripravili še eno rešitev, in sicer branje PDF-jev, ki pa jo razvil tudi en slovenski v bistvu razvijalec, ne? A je tako, Jernej? Ja, največji problem je ravno to, da ni strojno berljive oblike pri izvozu iz Trade Republica, kar pomeni, da je težko potem uvoziti. Zdaj, vtičnik je neka vmesna rešitev, ker skrepa podatke iz spletne strani. Isto pa ta PDF, ki bo iz letnega poročila, v bistvu prebere PDF tega letnega poročila in parsa podatke na podlagi tega. Zdaj pa smo videli tudi, imeli smo nekaj primerov, ko so nam poslali, da tudi je onemogočeno skrejpanje. Zdaj tukaj je bila ena malo bolj specifična situacija, ker je imel gospod 800 transakcij. Ne vem, a je to zdaj vezano na količino transakcij ali je to kakšna druga zadeva? A misliš, da je tudi mogoče oziroma Trade Republic onemogočil skrejpanje? Ker vem, Andraž se je pogovarjal z Trade Republic in vem, da so tudi to omenili, da so razmišljali o tem, da bi onemogočili skrejpanje. Ja, mislim, po moje ni toliko omogočeno, neomogočeno, koliko je, da imajo spletne strani ponavadi kakšne blokade proti določenim botom ali pa napadom, sploh če je tega veliko, ne. In zdaj, kar v bistvu skrejpanje dela, je, da prečita strojno spletno stran kot tako, pa poskuša podatke ven dobiti, ne. Zdaj, če imajo oni kakšne blokade, kakšne anti-bot filtre ali pa kaj takega, sploh pri večji količini branja, ne, bolj je možno, da to blokira. Mislim pa, se pravi, to ne moremo zagotovo vedeti, brez da nam oni potrdijo. V glavnem, okej. Jaz predlagam, da midva greva poklikati malo po našem taksistentu. Bom šerala screen. Zdaj, z drugimi brokerji načeloma nismo imeli nekih večjih težav. Tisto, kar je bilo, smo sproti reševali, ampak v osnovi večjih težav ni bilo. A je tako? Ne. Največje težave oziroma izzivi so, če ima kdo kakšne posebnosti noter in ima kakšne ekstra transakcije, ekstra mogoče kakšne zgodovinske, kakšne specialna trgovanja, ki jih pol rabimo za to, da lahko to implementiramo. Ja, in vse to, jaz se moram ful zahvaliti vsem, ki so v bistvu nam pošiljali podatke, dobivali smo tudi konkretne podatke, se pravi izvoze iz brokerjev, zato da smo lahko vse te zadeve tudi implementirali, tako kot si rekel, v našega taksistenta, tako da najlepša hvala vsem za razumevanje in pa tudi za pripravljenost k tem, da nam pomagate razviti eno takšno orodje. Seveda, na začetku bi vseeno rada povedala, da najprej se moramo ograditi od odgovornosti. Jaz mislim, da je odgovornost na vsakemu, da preveri vse podatke, ki se potem vnašajo v e-davke. To taksistent je primarno orodje, ki vam pomaga pri oddaji davčne napovedi, ampak vseeno je pa odgovornost na vseh, na nas, vlagateljih, da v bistvu izpolnimo korektno naše te obrazce, ki jih moramo potem dati tudi v e-davke. A je tako, Jernej?
Ja, Je tako tako. je. Se pravi, tukaj še eno pomembno opozorilo, in sicer nekateri brokerji smo ugotovili, kot smo že povedali na začetku, Trade Republic ne omogoča vseh informacij. Zdaj nekaj smo popravili, tudi v dogovoru z razvijalcem tega vtičnika smo nekatere stvari lahko odpravili, te pomanjkljivosti, nismo pa mogli vsega odpraviti, ne. In to bomo tudi danes oziroma pogledali v nadaljevanju, kaj ostaja v bistvu na nas, vlagateljih, da ročno vnesemo, ne. V bistvu je zelo preprosta uporaba aplikacije Taxistenta. Mislim, da smo relativno dobro razvili to, tudi navodila so tukaj dana, da si lahko pogledate po korakih, kaj vse morate narediti, ampak v osnovi najbolj nas zanima pač ta uvoz podatkov, a ne. Pomembno je, da zberemo vse podatke na enem mestu, da imamo pač na dosegu rok te podatke. Jaz bom zdaj uvozila dva primera iz Interactive Brokers, ke boste videli, kako v bistvu profi platforme omogočajo v bistvu pripravo podatkov za davčne za pripravo davkov. Tukaj so tudi vsa navodila, kako v bistvu lahko izvozimo iz določenih brokerjev vse te podatke, ki jih potrebujemo za uvoz. Imamo Interactive Brokers, Trade Republic, Revolut, Trading 212 pa eToro. Mislim, da so navodila zelo natančna in ne bi načeloma smel biti problem pri uvozu podatkov oziroma izvozu podatkov iz brokerjev. Jernej, a so bile kakšne težave? Pri izvozu ne, mogoče omeniti za recimo to, kar je bilo pred kratkim za Revolut, kjer še trenutno ni podprto za zlato in srebro, ker je to tudi drugačen tip poročila, se pravi, tisto bo posebej. Tisto, kar pa je v navodilih, se pravi, po teh navodilih, če se naredi izvoz, potem bo tudi uvoz delal, ne. Tukaj je šlo za specifičen primer, gre za produkt Revolut Commodities in v sklopu tega v bistvu trgujemo z izvedenimi finančnimi inštrumenti. Taxistent zaenkrat tega poročila ne podpira, to je pač plan v nadaljevanju. Zdaj zaenkrat je bil naš fokus na ETF-ih, delnicah, dividendah, ker smo želeli res dobro razviti to orodje, medtem ko večina posameznikov pač ne trguje z izvedenimi finančnimi inštrumenti. Sem pa prepričana, da je zelo veliko ljudi preko Revoluta zelo hitro kliknilo in kupilo tudi pač te izvedene finančne inštrumente na plemenite kovine. Ampak ja, okej. Zdaj, to smo povedali, zdaj bomo uvozili iz Interactive Brokers 2 poročili. Zdaj sem jih že prej kliknila. Tulele lahko pač vse vidite sami, a ne, vidimo vsa ta poročila na enem mestu. Lahko v bistvu uvažamo iz različnih brokerjev, različna poročila, tako da še enkrat bom mogla uvoziti, ke sem zbrisala. Evo, cak. Evo, tukaj vidimo, da imamo 2 datoteki za različna leta, število transakcij, dividend in tako dalje. Se pravi, uvozi vse datoteke in potem gremo na pregled vseh transakcij. Jaz predlagam, da takoj, ko se vam to odpre, to okno, najprej posodobi podatke podjetij. A se strinjaš, Jernej? Ja, seveda, če ni nič kaj rumenega, ne, potem niti ni treba, ampak posodobitev podatkov podjetij vedno izpolni tisto, kar uspe iz obstoječih baz. Se pravi, treba je poudariti, da ni nujno, da vse izpolni, zato tega, ker zadaj je ena shramba podatkov iz različnih borz pa vse, ne, ampak možno pa še vedno, da nekaterih podatkov ni in tistih seveda potem ne more izpolniti. Ja, evo, Tisto, kar bo znalo, bo, ne. To, kar bo znano, bo izpolnjeno. Tukaj vidimo recimo, podatki so posodobljeni, 16 imen podjetij in 40 naslovov. Videla sem tudi, da je ISIN posodobil, tako da vse te podatke nam je v bistvu sam Taxistent posodobil in tako izgleda potem v bistvu kombinacija različnih teh transakcij in dividend. Tukaj lahko pogledamo transakcije, vidimo več ali manj, da so bili opravljeni nakupi. A je bila kakšna prodaja? Tukaj imam še izvoz iz Trade Republic, bi mogla v bistvu popraviti. Zdaj sem pozabila vse to zbrisati, bomo še enkrat šli na uvoz podatkov. Tulele greste na nastavitve in v bistvu lahko izbrišete ničkoliko, ker lahko uvažate, izvažate podatke, izbrišete podatke, v glavnem, zdaj bomo še enkrat uvozili iz Interactive Brokers, tako da tole.
uvozi podatke, na pregled transakcij. Jaz kar dam ponovadi posodobi podatke podjetij, tukaj imamo posodobljene podatke, gremo pogledat transakcije, vidimo, da imamo večinoma nakupe, pa 2 prodaji sta se zgodile, potem imamo dividende, tukaj vidimo, da so vsi vneseni podatki od tega, od simbola do ISIN-a, opisa, datuma prejema dividende, znesek dividende. A tukaj treba še kaj povedati. Pri Interactive Brokers se mi zdi, da težav nimamo. Kar se tiče samih podatkov, vidimo, kdo je izplačevalec, država izplačevalca. Jaz bi tukaj vse mogoče poudarila, da je tukaj treba nujno pogledati tuji davek, se pravi tisto, kar smo, v bistvu nam je bilo že odtegnjeno, da je to korektno zapisano. Pa tudi tukaj valuta je pomembna. Če dobimo od ameriškega podjetja, dobimo v dolarjih, če dobimo od evropskega, moramo popraviti v evrih, Ja. Tu je pomembno povedati, da vsi brokerji nimajo podatka tega zraven v izpisu, še posebej pri Trade Republic je to problem, ampak če pri izvozu tega podatka ni zraven, pol ga ne moremo strojno uvoziti, pol ga je treba ročno tukaj dodatno popraviti. In potem sami lahko tudi popravljamo tukaj podatke, lahko zneske popravljamo, tuji davek popravljamo, vse lahko popravimo. In damo potem seveda posodobi dividendo in imamo v bistvu potem posodobljeno dividendo. Načeloma je to. Jaz priporočam, da vedno pregledate čisto vse podatke, zaradi tega, ker vi nosite odgovornost za pravilno izpolnjeno davčno napoved. Nihče drugi ne more prevzeti odgovornosti, ampak vi nosite. Se pravi, pri trgovanju tukaj potem gremo na izdelavo poročila, kliknemo na davčno poročilo trgovanje, tukaj kliknemo na ta prvo okno, seveda moramo izbrati pravo davčno leto. Za leto 2025 zdaj oddajamo in rečemo pripravi poročilo. Tukaj konkretno nismo imeli, imamo eno poročilo oziroma 2 poročili, ker ni bilo nobenih trgovanj oziroma prodaj. Se pravi, v tem konkretnem primeru ne bomo oddali davčne napovedi za kapitalske dobičke. Pri dividendah je pa druga zgodba, tukaj smo imeli pa kar precej dividend. In tukaj imamo v bistvu tudi že ta dividendo, mi moramo preračunavati v evrih, Tukaj vzamemo potem tole devizni tečaj Banke Slovenije oziroma ECB-ja in v bistvu na dan, ko prejmemo dividendo, tudi preračunamo v evre. To v bistvu Taxistent naredi samodejno. A je tako, Jernej? Ja, zadaj se zgodi kalkulacija ob kreiranju tukaj poročila. Ja. Tako da načeloma je to, vidimo, tukaj nam manjka naslov in to je pri NLB-ju. Zdaj, za slovenske delnice, NLB, Krka in tako dalje, pač ni potrebno oddajati davčne napovedi, zaradi tega, ker v bistvu se dividende se ni potrebno oddajati, zaradi tega, ker se v bistvu že pri izvoru obračuna dividenda. Tako da, kako zdaj dodamo manjkajoči naslov, Lahko damo posodobi podatke podjetja, ampak tukaj bomo videli, da v bistvu se nam ne bo posodobil ta podatek. Gremo nazaj na dividende, poiščemo ta manjkajoči podatek. A imam jaz sploh? Tamle za puščico. Ja, zato, ker imam to bi v bistvu lahko že tam naredila, Sam imam tako majhen zaslon, da nisem videla. Tukaj popravimo naslov podjetja, mislim, da je Trg Republike 2. Damo posodobi podatke in v bistvu imamo že pripravljeno posodobljeno verzijo, Že v tlele v tem pripravi za poročilo, podatkih. In potem gremo na pripravi poročilo, pripravljam pregled 41 dividend za leto 2025. Tu je v bistvu samo ustvari XML za davke še treba. In potem odkliknemo ustvari XML. Aha, pri zavezancu še je treba Ja, seveda, ojoj, to sem pa že 1000-krat naredila, ker je vedno treba zavezanca izpolniti. Se pravi, treba je svoje podatke noter vnesti, sicer vam ne bo poročila shraniti podatke, sicer vam ne bo poročila pripravili. Imeli smo pa še en izziv, to nas je opozoril en uporabnik Taxistenta. Mislim, da je bil problem, da ni zapisal e-naslova pa telefonske številke.
Mislim, da sem tisto že To je že odpravljeno. reševal, ampak ja, lahko še preverimo. Drugače pa samo, da povem še tukaj, vsi podatki se shranjujejo samo v browseru pri vas, se pravi, nič ne gre na noben server, server praktično ne obstaja za to aplikacijo. In zato takrat, ko date v nastavitvah izbriši podatke, dejansko pobriše vse, tudi podatke zavezanca, ne. Tako da pač, če se da tu izbriši vse podatke, potem vsi podatki, vključno z podatki zavezanca, grejo iz browsera ven in je vse na novo. To bova tudi naredila zdaj. Bi pa vseeno rada še povedala, ker se mi zdi tudi zelo taka dodana vrednost. Mi lahko v bistvu izvozimo vse naše transakcije in jih imamo v bistvu shranjene in ni potrebno več ročno vnašati v neki Excel, ker se nam te podatke lahko, vsakič jih lahko posodobimo. Tako da tukaj imamo tudi možnost izvoza datoteke. A je tako? Ja, to je ravno narejeno kot neki save button, se pravi, ker ni to shranjeno na serveru, če hočete vi izbrisati pa iti na drugi računalnik, si izvozite to CSV datoteko, pa si lahko drugi ali pa drugo leto, kakorkoli, to CSV datoteko uvozite, pa je to kompletni set podatkov vsega, kar je bilo do zdaj vnešenega v Taxistenta. Zdaj bom jaz te podatke zbrisala, zato da bova probala še druge brokerje uvažati podatke. Zdaj bova uvozila podatke, kaj bova uvozila? Revolut. Jaz sem si tlele pripravila različna poročila. Revolut imam 2 različna poročila, tako da, no, tukaj smo imeli en primer. To je bil pa primer, ko je v bistvu za izvedene finančne inštrumente in vam takole javi, da ni veljavna datoteka, kar pomeni, da vprašanje, kaj je v bistvu, kakšna je vsebina. Zdaj v konkretnem tem primeru je šlo za izvedene finančne inštrumente. To damo stran, tukaj imamo veljavno datoteko, sicer imamo samo 8 dividend, ne, potem posodobi podatke. In imamo v bistvu posodobljene podatke, lahko gremo pogledat, kaj se znotraj dogaja. Tukaj vidimo tudi tuji davek je bil odmerjen, ker ta podatek je na voljo znotraj te datoteke. Bi pa res še enkrat tukaj res opozorila, no, da je treba vse te podatke preveriti. Vem, da govorimo o centih, ampak tudi te cente je treba pač prijaviti. Ne moramo jih ne prijaviti. Tako da to. In v bistvu imamo pripravljeno datoteko za davčno poročilo, a ne? A je tako? Ja. Nastavimo leto 2025, pripravi poročilo, tukaj imam, vse moramo seveda prej preveriti, da je vse tako, kot mora biti, in pa seveda spet mi javlja napako, zaradi tega, ker nimam zavezanca, nimam vnešenih svojih podatkov, ne bom vam razkrivala svoje podatke. Skratka, okej. Potem predlagam, da najprej izbriševa Revolut in greva samo še kombinacijo narediti različnih brokerjev. Jaz bi tako rekla, da pozabila sem omeniti, da lahko še ročno vnašaš. Ja, lahko pokažemo. To bova pol, zdaj bova vnesla vse, kar imava. Mogoče bi mogla, okej, najprej bova poročila, kjer so podatki dosti korektni in se jih da lepo uvoziti. Se pravi, bova dala še Trading 212, tukaj sem dobila tudi kar nekaj teh poročil. Dajva še vsa ta poročila noter, pa še Revolut, oziroma ne, ali sem eToro imava še. Skratka, eToro tudi lahko si uvažamo. Evo tole, imava 6 datotek za 3 leta, 145 transakcij, 69 dividend, uvozi vse podatke. Gremo kar direkt na pregled stanja. Tukaj pogledamo, najprej posodobimo podatke, evo vidimo, da se nam vse več ali manj obarva, tukaj greva na trgovanje, pripravi poročilo. Imamo nekaj zadev, nekaj prodaj, ki smo jih realizirali v lanskem letu in seveda potem samo izvozi XML v e-davke. Ampak smo pa morali seveda tudi preveriti vse podatke, preden smo do te točke prišli. A je tako? Tako, se tukaj mogoče na tej puščici na levo, ko je taki ševron, poleg simbola se lahko tudi odpre, pa se na hiter pogled vidi podatke. Ja, okej. Zdaj gremo pa uvažati Trade Republic, poročilo, da vidimo, kaj bo Trade Republic v bistvu, kako bo Trade Republic pripravil. Tukaj vidimo, da imamo 67 transakcij, 6 dividend,
kripto je zaenkrat izključen, mogoče ga bomo naslednje let že mogli, ne, se ga ne bomo, vprašanje, kaj bo z obdavčitvijo kriptovalut. Tukaj vidimo ta izpis, se pravi, kateri inštrumenti so bili trgovani, kupljeni. Predlagam, da gremo kar posodobiti podatke, preden gremo karkoli drugega početi. 6 naslovov, 12 držav, preverjam podatke za 3 podjetja. Tako da tukaj vidimo Krka dividenda, ok, transakcije, pojva pogledati. Ali tako je prej izgledalo poročilo, ker nismo imeli vseh podatkov, zdaj, ko pa smo posodobili v tičnik, pa v bistvu nam tudi izvozi količine. Tukaj pa je vseeno en problem, sploh pri dividendah. Pri dividendah je pa potreben ročni vnos tujega davka, koliko smo v bistvu plačali tega davka v tujini. Tega podatka ne moremo v bistvu uvoziti, zaradi tega, ker ni pač na voljo in ga nima taksistent od kje vzeti. Ja, v izvozu, ki je skrepan z vtičnikom, ni podatka o withholding davku. Včasih se bo tudi zgodilo, da recimo vas ne bo sistem spustil skozi, pojdite pogledati, če slučajno kakšni podatki manjkajo. Recimo, lahko se zgodi, da manjka naziv izplačevalca ali pa mogoče naslov. Zdaj, kar se tiče samega naslova, če ne veste naslov podjetja, ki vam izplačuje dividende, smo se pogovarjali z Ivanom Krajncem na zadnjem podcastu o davkih, je rekel, da lahko navedemo kar podatek brokerja, naslov brokerja. Tako da to je tudi ena opcija, če slučajno pride do tega. Tako da to, posodobimo podatke in je to. Se pravi, potem gremo na pripravo poročila, pripravi poročilo in je to. Ustvari XML za e-davke. Andraž se nam je medtem pridružil, mi smo Andraž že vse obdelali, zdaj smo pri Trade Republicu. Mogoče lahko še ti kakšno besedo poveš, glede na to, da si se pogovarjal s predstavnikom Trade Republic za našo regijo, kaj so povedali glede samih poročil, ki pač niso najbolj optimalno pripravljena za slovenske davkoplačevalce. Ja, živel sem tudi z moje strani. V bistvu s Trade Republicom je kar nekaj, kako bi rekel, tehničnih izzivov še, kar se tiče pretakanja podatkov v ustrezno formo in tega se tudi sami zavedajo. Tako da želijo to nekako popraviti, ustrezno rešitev ponuditi, ampak žal se seveda to ne bo zgodilo še to davčno sezono. Mislim, da v kratkem lahko pričakujemo tisto PDF sporočilo, ki ga vsako leto pošlje. Upam, da jim bo to uspelo še pred koncem februarja, v bistvu, da tudi sebe, to so na nek način mi neuradno potrdili. To je pa tudi vse, ampak naj bi pa v drugi polovici leta se to uredilo tudi in naslovilo, tako da naslednjo davčno sezono ne bi bilo to mogoče neka določena varna izmenjava tudi podatkov, oziroma moramo se zavedati eno stvar, bo mogoče malo širše odgovoril. Vse banke imajo v skladu z direktivo PSD2 na nek način morajo omogočiti dostop do vseh podatkov tudi za razvoj raznih aplikacij in te direktivi naj bi prej ali slej zadostila tudi Trade Republic, kar pomeni, da bo možno dostopati tudi direktno do teh podatkov prek umestnika, prek API-ja. Jernej, mogoče bi tukaj vseeno dodali, da delamo na nekem backupu za vsak slučaj, ker smo ugotovili, da nekaterim vtičnik enostavno ne dela. Razmišljamo oziroma bomo tudi uvedli še eno dodatno rešitev, ki bo marsikomu olajšala življenje. Ja, ravno to z tem letnim poročilom. Ta PDF, se pravi, bomo omogočili, da boste lahko uvažali tudi PDF-je in s tem nekako tudi bomo olajšali ljudem delo pri letošnji oddaji. Zdaj se še razvija ravno za parsanje tega, se pravi, da prepoznava PDF podatke ven iz tega letnega poročila. Tu je treba edino povedati, da je potem za vsa leta nazaj te PDF-e treba dati, ker če je nakup bil iz prejšnjih let, pa prodaja kasneje, rabimo oba podatka. Tako da to velja pravzaprav za vse, ne? Ja. Za vsa poročila. Še enkrat, mogoče navodila za izvoz, imate res natančna navodila. Mogoče majčkeno specifičen je Interactive Brokers,
ker imaš cel kup enih stvari za odkljukati, ampak pejte zelo natančno pejte po navodilih. Trade Republic, kot rečeno, bomo imeli 2 opcije preko vtičnika, ki v bistvu poskrepa podatke. Pejte natančno po navodilih, ta druga opcija bo pa uvoz tega PDF-a. Revolut Trading 212 in eToro načeloma ne bi smele biti težave. Če bi slučajno bile težave, prosim pišite na marja@money-hub.si. To bomo v bistvu nemudoma rešili. Jerna je kar na razpolago za reševanje tovrstnih vseh možnih izzivov, a ne. Navodila za uvoz v e-davke smo tudi dali, natančna navodila. Tukaj smo kar precej problemov imeli, številni uvažajo napačno datoteko, zato smo tudi naredili navodila, kako uvoziti v e-davke. A je tukaj kaj še zapovedati, Jernaj? Ja, tukaj je samo to, kar je že tukaj napisano, ne? Ampak eno je uvoz tam iz glavnega menija, eno so pa potem, če greste ročno, pa ustvarite že poročilo, znotraj so dodali v e-davkih, da se lahko tudi uvozi, ampak so drugačne datoteke, ne? Se pravi, samo ta na zunanji, na prvem uvozu na menuju je treba uporabiti za vse vrste, ne? Se pravi, isto za dividende, isto za trgovanje, vedno se čez isti gumb uvoz gre dodati datoteko in on jo bolj prepozna na e-davkih iz XML-ja, ne? Ni treba prvo kreirati dokumenta, pa potem uvažati. Ok. Naredili smo najbolj pogosta vprašanja, ker lahko si pogledate vezano na varnost, podatke, neke splošne zadeve, stalno posodabljamo ta odgovore vprašanja in odgovore, tako da tudi tle si lahko mogoče malce pomagate s tem. A se veselite oddaje letošnjega poročila? Neizmerno. Še to? Tlele se mi je zdelo tudi mogoče pri navodilih oziroma pri teh transakcijah oziroma tlele trgovanju. Samo sekundo, tlele imava možnost tudi samo prijave. V primeru, da zamudimo, jaz sem že zamudila, meni se je to že zgodilo, tako da se je potrebno potem samo prijavo narediti in tukaj samo kliknemo samo prijavo in v bistvu generiramo poročilo za samo prijavo. Tako da tudi to je kar precej taka olajševalna, recimo, okoliščina, če slučajno 5 minut čez 12 imate taksistenta, ki vam lahko pomaga tudi pri tem. Jaz mislim, mogoče da fino pri davčni vsem, da se moramo zavedati, da pač to je vseeno orodje, ki nam pomaga olajšati, ampak na koncu je treba vsem preveriti tudi podatke. Bi rekel, druga stvar je, ko preverjaš te podatke, se včasih vprašaš, kaj sem pa toliko trgoval. Torej, malo je treba tudi razmisliti, kaj počnemo med letom, da ne bomo imeli tam nekaj 100 in več transakcij, mogoče se jih da zmanjšati na nek način. Ne? Tako da je res, da digitalna orodja načeloma, če bojo na koncu toliko izpopolnjena, da vsem 2 klika me obolaži, ampak vseeno se mi zdi, da moramo se zavedati, da tudi vsaka transakcija lahko ima neke stroške, ali odkrite ali skrite, tako da te davčne napovedi so majčken tudi čas, da ugotovimo, koliko nam odteče za razne, ne vem, davke, odtegljaje, stroške in se vprašamo, a res moramo toliko premikati stvari levo in desno. Recimo, no, to bila moja mal neka spremljevalni tekst, kot daji davčne napovedi. Jaz sem med tem še enkrat odložila vse te datoteke, ki smo jih dobili. Tukaj smo rekli, da bomo še pokazali dodaj transakcij. Zdaj smo pač še enkrat uvozili vse datoteke, ki jih imamo od različnih brokerjev, posodobimo podatke in zdaj imamo še enega žnija brokerja, ki ga mi ne podpiramo. Zaenkrat tukaj lahko potem sami dodajamo transakcije in pa seveda tudi dividende. Se pravi, vnesemo karkoli že imamo, vse podatke, shranimo transakcijo in je to. Načeloma je zelo, mislim, da ni toliko zakompliciran, da ne bi človek mogel tega razumeti. Zelo tako je narejen, intuitivno. A je tako? Meni se zdi, jaz nisem imela nobenih problemov z vnašanjem tega. Ja, celi smisel taksistenta je ravno tudi to, da so na enem mestu zbrane vse transakcije iz različnih brokerjev, tudi celotna zgodovina, zato je pol tisti CSV izvoz, da se lahko shranijo podatki, ker skozi leta načeloma se to lahko gradi, tudi če bi ročno uvažali pa ročno kreirali transakcije in jih ni treba vsako leto znova. Ne? Točno to.
Točno to. Okay. Zdaj pa To je tako. zelo pomembno v resnici, zato ker se lahko zgodi, da po določenih letih ti brokerji niso več dolžni hraniti neke podatke in je fino, da si jih vsem shranjujemo na nek backup, nekam, ne vem, na disk ali kamorkoli pa že, ker lahko se zgodi, da zginejo, lahko se, tako kot smo imeli primer Interactive Brokers, spremeni, v bistvu ta glavna, ko bi rekel, entiteta, ki ponuja te storitve v Evropi, tako kot je tukaj šlo iz Madžarske na Irsko, pa ste mogli pa z dveh koncev zajemati. Resnici, če bi takrat shranjevala, že sprot vam tega najverjetneje ne bilo treba. Tako da je fino imeti torej eno evidenco, tudi, da si shranimo to, da imamo na enem mestu. Ja, to nas tudi dostakrat na bootcampih sprašujejo, zakaj sploh treba voditi evidenco. Evidenco je treba voditi v prvi vrsti zaradi sebe, zato da vemo, kaj se dogaja z našim portfeljem, potem pa tudi zaradi davčnih razlogov, zato da vemo, po kakšni stopnji bomo obdavčeni. Po 15 letih smo prosti plačila davka, po 15 letih pravzaprav niti ne rabimo oddajati davčne napovedi, lahko pa se zgodi, da nas davčna pozove in da moramo pač dokazovati te naše transakcije, a smo res pred 15 leti v bistvu kupili neko naložbo, to je treba pač ustrezno imeti dokumentacijo in taksistent v bistvu tudi to omogoča, da imaš neko sled vseh dogodkov davčnih. Res je, ja. Zato ker v bistvu davčno obdobje že od trenutka nastanka, mogoče 5 let, ponavadi zastaralni rok, ampak lahko pa sega na kup 15 let nazaj ali pa 14 let nazaj, lahko pa se štejete 5 plus 14, 19 let, 20 let nazaj, bi lahko šel nekdo odpirati, imaš podatek, po koliko si res kupil ali si ga zmislil v resnici, tako da je treba kar imeti te podatke. Zdaj pa tako, jaz temu pravim, da je ta taksistent beta verzija, to je neka osnovna verzija, s to smo začeli, to se bo seveda nadgrajevalo, eno od idej je seveda tudi poročilo za izvedene finančne inštrumente, ki smo jih na začetku omenili, ampak to ni edina ideja, ki jo imamo z taksistentom, to je v bistvu, Andraž zelo lepo pove, da je to v bistvu, kako se rekel, da je to commodity, da je to v bistvu neka zadeva, ki ne predstavlja neke, mislim, je nek know-how v ozadju, ampak vsem je veliko več se da narediti s taksistenta, kot pa v bistvu samo generiranje davčnih poročil. Pa ne rabimo vsega razkriti, Andraž. Ja, jaz mislim, dobro, ne glede na to, da je to v začetku, če bi bil to ločen produkt, mogoče lahko malo drugače gledam, ampak vse je to v sklopu nekega paketa, tudi vsebino, tako jaz to vidim, neko orodje, ki se ga daje zraven, ampak samo oddaja davčna napoved bi mogla biti commodity, to ne bi smel biti nek rocket science, Zdaj, seveda, ko tehnologija napreduje, bo vedno bolj commodity, bolj bomo pametno lahko razvijali aplikacije, bo je bolj vprašanje, ali smo arhitekti aplikacij dosti pametni, da to tako naredimo, v prihodnosti se bolj moramo posvetiti bistveno bolj tudi vsebini, ki je pa ne zakaj plačujemo davke, pa koliko so, ampak kaj v resnici delamo z našim portfeljem in je naša strategija primerna našim ciljem. Mislim, da teh vsebinskih vprašanj bi moralo biti več kot teh nekih praktičnih aspektov tega dejstva, da imamo naložbe in da davki so logična posledica. Ja, davki so logična posledica, ampak davki pogosto odvrnejo ljudi od varčevanja, prihajajo tudi individualni naložbeni računi, ker je spet neka drugačna davčna obravnava, tam znotraj, če bomo 15 let držali naložbe, bomo potem po 15 letih prosti plačila davka, ni metode FIFO, se pravi vse takoj prosto plačilo davka, tukaj pri drugih brokerjih pa imamo metodo FIFO. O FIFO metodi smo tudi zelo veliko govorili na podcastu z Ivanom, tako da vas vabim, da si pogledate ta podcast. Ampak ni poanta to, Andraž, jaz sem pa tudi Jernaj, ki pač ti tudi sodeluješ pri tem razvoju. Taksistent bo bistveno več, kot je trenutno, to hočem povedati, ker taksistenta lahko v bistvu glede na to, da imamo res ogromno podatkov o naših transakcijah, v bistvu na nek način tudi vidimo, kakšne so naše strategije bile in kakšne bi lahko naše strategije lahko bile v prihodnosti. Veliko napak lahko naredimo, zaradi prepogostega trgovanja. Nek gospod mi je pisal, da je imel 800 transakcij, to je kar veliko. Mislim, tukaj je
tukaj je res veliko aspektov. Eno je že samo spremljanje, recimo, ko se združuje recimo bančna aplikacija pa trgovalne aplikacije, se zlivajo neke super aplikacije in tam not imaš in porabo in investicije. In se to vse skupaj neki meša v en mešalnik. Tako da lahko je 800 transakcij, če je še njegova, neki nakupi zraven v nekem celoletnem obdobju, bi si celo verjel, da je to možno. Recimo, to je ena stvar, pa mogoče prej, ko so menila INR, malo sem se smejal, pa ti bom povedal, zakaj. Ker na nek način rešijo malo vprašanje davkov, da ti ni treba sproti tega le mogoče delati, ne. Po drugi strani pa prihajajo s tako zakompliciranimi ceniki za trgovanje in trgovalne provizije, da boš mogoče mogel tam analizo delati, ne, koliko vplivajo stroški na moje strategije in ne glede na to, da nimam davkov, mogoče ni fajn overtradati, ne. Recimo, tako da bomo šaltali na drugo vprašanje. Razvijamo app, namesto taksistenta bomo imeli, kako bi dal ime, ne taksistenta, pa kostistent. Stroškostent. Bi bil costimizer ali ne vem, kaj bi to bil. Costimizer, dobra ideja, costimizer. Andraž, ne da je preveč folko dobrih idej. Sem videla, da je že kar nekaj teh, ki ponujajo neke podobne variante kot je taksistenta. Tako da ti si pa rekel, da je to v bistvu nekaj, kar je commodity, ne bi v bistvu smel biti tak. Jaz drugače upozoril, to zdaj malo kar reklama zvenel, pa nekaj bo zaradi mene. Še zmeraj je tudi modri AI, tudi del tega MoneyHow, ne, in mogoče treba tudi narediti kakšen video na to temo, ker ugotavljamo, da vse te modeli ratujejo vedno bolj aplikativni, se učijo in jaz sem se majčkeno igral, recimo, ne vem, bolj z Gemini modelom, no, in se da tudi kar zanimivo analize delnic delati, predvsem pri teh strategijah, ki so zdaj tako visoko upevane, ko govorimo o dividendah. Ne. Lahko mu daš zanimive naloge in pride ven zanimive številke, ampak mogoče v kakšni drugi epizodi tudi kaj o tem. Ne. Tako da to je tudi en del tega ekosistema. Torej imamo vsebino, imamo asistente oziroma agente, bi bil mogoče zelo boljši izraz, ne, bom tako rekel, tehnološko gledano, in te bojo delali naloge za nas. Zdaj mi se moramo pa spomniti, kaj hočemo v življenju. To je mogoče največji problem, ki ga imamo ljudje sami pri sebi. Se pravi, sej modri AI je ločena zgodba, o tem bomo ločeno naredili prav nek video, zato da bomo pokazali, kako se uporablja modri AI, ampak zaenkrat pa toliko o taksistentu. A smo vse povedali, kar je vezano na taksistenta? Jerne, daj še ti povej, veliko problemov si reševal, a je mogoče še kaj takega, kar smo pozabili povedati? Mogoče jaz bi samo rekel, da tako smo že na začetku omenili, včasih so kakšne posebnosti pri podatkih, pri trgovanjih, ki mogoče tudi pri ostalih brokerjih kot Trade Republic niso zajete ali pa so res kakšna taka zadeva, ki jo težje predvidimo, če nimamo določenih specifičnih datasetov, ne, s podatkov. Tako da, če karkoli takega, najlažje je, če dobimo te podatke od vas, ko vam kaj ne gre, in lahko zelo enostavno to implementiramo. Tako da kar pa pošiljajte, kakršne koli izzive boste imeli, nam pošljete, zato da bomo implementirali in da bo v bistvu orodje res tako user-friendly in da bo v bistvu zelo učinkovito in da bo čim manj dela vsako leto za davki. To pa je v cilju vseh nas, ker jaz tudi ne maram tega obdobja davčnega najbolj. Skratka, a še kaj takega, glede še enkrat, ko izvažamo podatke XML za uvoz v e-davke, nujno moramo v bistvu izpolniti ta zavezanec, se pravi pregled podatkov zavezanca, brez tega ne bomo mogli izvoziti podatke. Vse transakcije imate zgodovino lahko, ročni vnos, vse lahko v bistvu uvažate iz različnih teh brokerjev, ki smo jih omenili. A je še kaj takega? Nič, jaz mislim, da smo več ali manj vse povedali, no? Če bo pa še karkoli, smo pa na vezi, ampak še enkrat bi rada poudarila to, kar je tudi z rdečo tukaj označeno, odgovornost je na vsakemu posamezniku. Odgovornost pač ne more prevzeti kdorkoli, ker pač vsak posameznik oddaja davčno napoved, tako da vse podatke preverite. Precej lažje vam bo s taksistentom, ker podatki so že vnešeni, vaša naloga je pa samo, da preverite, ali vsi ti podatki držijo. Jaz bi mogoče sam še eno stvar dodal. Vsi smo ljudje in tudi delamo napake in tudi, če se napake zgodijo pri kakšnih davčnih napovedih, se jih da kasneje popraviti, če je to potrebno. Še zlasti, ko so bile narejene nenaklepno.
a ne. Tako da v bistvu Imajo kar razumevanje na Fursu. Jaz tudi mislim, da, že imela kar nekaj. Razumejo, da davki niso mogoče najbolj enostavni, sploh če je veliko transakcij, se lahko zgodijo napake in pač lahko se pol delajo popravki ali samo prijave, ali če ste kaj pozabili. Tako da ne se glih zdaj, mislim, to ni poziv k utaji davkov, da nam pomota, ne, ampak ne se pa zdaj z 10. nadstropja dol metati, če ste 5 dividend pozabili prijaviti, ker jih lahko naknadno. Naknadno samo prijava, kakšno 5. nadstropje, 10, o čem govoriš? Zdaj sem malo hecam, to je kao risan, kaj veš, ko maček pride gor, pa ni nobene zmanjka. panike. Res te gospe so zelo prijazne iz Fursa, jaz sem imela že kar nekaj klicev prijaznih, pa so mi zmer pol pomagali rešiti situacijo, tako da ni bilo nobenih problemov, zelo so korektni, no. Skratka, Jernej, Andraž, najlepša hvala, da ste se vklopila. Če bojo še kakršnikoli izzivi, bomo pa pač sproti jih reševali. Saj problemi so zato, da se rešujejo. Vedno bodo pri davkih, to je nemogoče, to je neskončna zgodba. A ne? Tudi če danes naredimo vse popolno, jih bojo pa naslednje let mogoče spremenila več. Se prihaja nova vlada, priložnosti Smrti za novo. davki. Boje prihaja, nažalost. Za enkrat. Jernej, boš še ti kaj povedal za adijo? Ja, nič kaj takega. Rekel bi samo, da uporabljajte, pa povejte, kaj je dobro, pa tudi kaj je slabo, da lahko čim boljše to nadgrajujemo. Kritike ne bojo konstruktivne, obožujemo konstruktivne kritike, to pomeni, se pravi, da nam pošljete, kaj je bilo narobe, zato da lahko mi potem popravimo. A ne? Tako da najlepša hvala vsem, obema vama in vsem, ki ste nas spremljali. Pišite, uporabljajte Taxistenta, Modri AI in vse druge te aplikacije, ki jih ponujamo. Mislim, da vam ne bo žal.